Lep pozdrav. Danes en video o tem, kaj narediti, kadar vam reče zdravnik, to je vse fibra, ne bi vas rad poslal nikamor naprej. Navadite se. To je stavek, ki ga najpogosteje slišijo naši bolniki in ob tem zmrznejo, ne vejo, kaj bi naredila. In zato se mi zdi nujno, da ste nekako oboroženi znanjem o tem, kaj narediti, kadar se vam kaj takega zgodi. Zdaj, seveda je odvisno, ali ste vi zdaj le pri splošnem zdravniku ali ste pri specialistu. Kadar splošni zdravnik ne želi dati napotnice naprej, vas pa nekaj ekstremno boli, naprimer, ne vem, rama, pljuča, karkoli, mu vi rečete najprej zelo lepo, da za fibromialgijo ni enega specialista v Sloveniji, ki bi to obravnaval. Naprimer, za sladkorno so diabetologi, za artritis so revmatologi, za fibromialgijo pa takega zdravnika v Sloveniji ni. In da se zaradi tega vse stvari, ki so povezane s fibromialgijo, zdravi pri specialistih, ki skrbijo točno za tisto stvar, ki vas boli. Se pravi, namesto da bi vi šli do tistega revmatologa, ki skrbi za fibromialgijo, vas je vaš zdravnik osebni dolžen poslati k specialistu, ki skrbi za tisto področje, kar je z vami narobe. Če vas bolijo, ne vem, če kašljate ali pa imate težave z astmo pa s pljuči, boste šli k pulmologu, če imate težave s srcem, k kardiologu in tako naprej. In zdravnik ne sme tega zavirati, ne sme, ker more vas poslati, kar je v zvezi s to stvarjo, se pri fibromialgiji poslabšali. To je ena stvar. Druga stvar, svojemu zdravniku morate povedati, da po vseh raziskavah ima fibromialgija množico soprisotnih bolezni. Se pravi, vse te soprisotne bolezni, ki so dokazane po vseh znanstvenih raziskavah in tudi po vaših osebnih izkušnjah in izkušnjah naših članov, je zelo pomembno zdraviti, ker če ne zdravite teh soprisotnih bolezni, se vam stvar lahko zelo poslabša. Pri nas so zaradi tega, ker niso ljudi naprej spuščali na posebne preglede, spregledali tako hude stvari, kot so strdki, vaskulitisi, miozitisi, kadasil, antifosfolipidni sindrom in druga zelo, zelo huda stanja. Če se ta stanja dobro uravnavajo in dobro zdravijo, bo tudi fibra manjša. In to povejte zdravniku, da je zelo, zelo pomembno, da so te soprisotne bolezni najdene in tudi primerno zdravljene. Potem tretja stvar, ko vi že pridete k zdravniku specialistu, zelo pomembno je, da specialist vas spet ne zavrne kar takole, to je fibra. Ena naša članica res tako fantastično je povedala specialistu, ko je prišla do specialista in je to rekel, je rekla: "Gospod doktor, ustavite se, gremo od začetka. Jaz sem Maja in mene boli rama. Kaj bomo naredili z mojo ramo?" Morate vztrajati pri takih stvarih, in na tak način se lotiti stvari. Tudi specialistu je zelo pomembno, da mu poveste, da fibromialgija ni enotna bolezen in da jo spremlja kup soprisotnih bolezni, ki želite, da vam jih pogleda z vso resnostjo in odgovornostjo, ker če tudi medicina ne zna pomagati, je dolžna, da ne škodi, niti da vas ne ovira. To, da želite, da vas ne ovira pri vašem zdravljenju, lahko poveste tudi vašemu osebnemu zdravniku, vkolikor vas ne bi želel poslati nekam naprej na preiskave. Potem je pa še ena stvar, ki se vam zelo pogosto zgodi pri specialistih, v 5 minutah greste ven, ker rečejo, da pač to ni nič takega in vam ne želijo delati prav specifične preiskave. Fino je, če greste že dovolj oboroženi z znanjem, da veste, kaj želite, da bi bilo možno pri vas in kaj želite, da vas testira,
Na vprašanje, ki vam ga pogosto dajo zdravniki, pa rečejo, kaj pa boste spremenili, če boste to vedeli, ali pa če boste imeli to diagnozo, ali pa rečejo, sej genetsko, to se itak ne da nič pomagati, ne. Morate vedeti, da nič od tega ni res. Prva stvar, če vam dajo diagnozo, a ne, imate vi poštempljano to, da imate diagnozo in vas popolnoma drugače jemljejo. Resno vas jemljejo in najbolj važna stvar, ne zdravijo vas narobe. Če imate vi, ne vem, da se izmišljujem, najbolj pogosto stvar, recimo Ehlers-Danlosa, vas ne bojo več pošiljali na jogo, a ne, ker joga vam škodi in tako naprej. Če imate antifosfolipidni sindrom, ne bojo vas več silili zelenjavo s K-vitaminom jesti in tako naprej, a ne. Ne bojo vas zdravili narobe, tudi če vas ne znajo pomagati. Vam škodijo včasih nehote, kadar vas zdravijo narobe, kadar vas ne jemljejo resno. Če imate vi neko diagnozo potrjeno, vam vsaj škode ne bojo delali. Poleg tega lažje dobite status tisti, ki vam pripada. A ne? To je ena stvar. In druga stvar, kadar imate vi recimo neko gensko stvar, ni res, da se ne da pomagati. Marsikaj tudi genskega, obstajajo stvari, ki lahko naredijo to, da vam bo boljše, a ne. Ni vse črno-belo, da če je pa gensko, se pa ne da pomagati. To sploh ni res. Če bi jaz vse te stvari, ko jih vem o moji genski bolezni, vedela pred 30 leti, me ne bi udarilo, najbolj verjetno ne na organe, ne bi imela posledic in poškodb, pa ne na organih. Zato vztrajate pri diagnostiki, ne se pustiti odgnati in zdravnikom povejte, se pravi, 3 pomembne stvari. Prvič, govorili bomo o tisti stvari, ki nas res boli, o moji rami recimo, a ne pa o fibromialgiji. Drugič, izločili bomo tiste bolezni, ki jih jaz nimam, a ne, se pravi, oziroma jih bomo potrdili tiste, ki jih imam, so prisotne bolezni. In tretja stvar, tudi če gre za fibro, moram iti nazaj k specialistu na tisto področje, ker je taka doktrina, ker je tako prav in ker tako more biti. In tako je tudi določen v medicini, a ne. Ni to nekaj, kar bi si jaz izmišljevala, ampak je tak pravilen postopek. Lepo bodite.